Dober dan, spoštovane gospe in gospodje. Danes je potekalo 8. srečanje predsednikov države, državnega zbora, vlade in državnega sveta. To je bilo drugo srečanje letos. Tako kot prvo, spomladi, je tudi današnje bilo najprej in predvsem namenjeno uspešnemu soočanju Slovenije z epidemijo covida-19. Prav tako smo se pogovarjali o nujnosti, da uveljavimo odločbo Ustavnega sodišča o spremembah volilnega sistema, da nad naslednjimi predčasnimi ali rednimi volitvami ne bi bilo sence ustavnopravnega dvoma in seveda zaključili posvet z oceno priprav vlade in države na predsedovanje Svetu Evropske unije v drugi polovici prihodnjega leta. Jaz bom poskušal strniti nekaj zaključkov ali ocen, seveda pa me bodo potem dopolnili predsednik državnega zbora, vlade in državnega sveta. Najprej glede soočanja s covidom. V tem smislu naj rečem vsem našim državljankam in državljanom, ne glede na vse razlike med nami, politične in druge, se vsi po najboljših močeh borimo in na koncu bomo tudi zmagali. To se bo zgodilo že prihodnje leto. Vendar tudi na podlagi ocen, ki jih je predstavil predsednik vlade, ni pričakovati, da bi to zmago lahko dosegli pred koncem pomladi prihodnjega leta. V tem smislu nas čakajo zahtevni meseci, ki jih bomo toliko lažje obrnili v prid uspešnejšega soočanja s to epidemijo, kolikor več bo tudi političnega sodelovanja v slovenskem prostoru. Ko smo se dotaknili tega vprašanja, sem spomnil na moj predlog iz oktobra tega leta, da bi zaradi soočanja s krizo, soočanja z epidemijo covida-19 bilo koristno, da bi po vzoru podobnih odločitev v 30 letih samostojne države tudi tokrat stopili predsedniki vseh parlamentarnih strank, vodje vseh poslanskih skupin, če bi bili oni za to vključno z menoj, skupaj in ugotovili, ali je mogoče v obliki koordinacije ali z nekim dogovorom, sporazumom, doseči neko soglasje o tem, kako bi se uspešneje, še uspešneje soočali z to epidemijo. Seveda je pri soočanju cela vrsta razsežnosti, ampak ena od njih je tudi ali povečano politično zaupanje ali povečana politična negotovost. In danes smo morali ugotoviti, da zasedamo v pogojih povečane politične negotovosti. In tukaj naj kot predsednik republike rečem nekaj. Kot človek, kot državnik, ki je predlagal sporazum, dogovor in ki tudi sedaj meni, da je sodelovanje edina pot, da krizo hitreje in uspešneje rešimo v prid vseh. Imamo demokratične postopke, procedure v državnem zboru in v vseh drugih institucijah. Nihče ne ovira teh postopkov, če kdo meni, da lahko postavi alternativo, mu tega ne sme nihče braniti. Naj se to zgodi, če se ima zgoditi, če bo alternativa, bo prevzela odgovornost, če pa ne bo, pa je prav, da to razumemo, da se soočimo s tem dejstvom in da na osnovi tega vendarle pogledamo, ali bi bilo mogoče doseči dogovor, sporazum, sodelovanje, ki bi omogočalo, da bi ta vlada lahko uspešno dokončala krizo epidemije z cepljenjem. Glede tega ne rečem samo še to, predsednik bo o tem verjetno mogoče rekel kaj več. Cepljenje, uspešnost cepljenja, uspešna strategija cepljenja prebivalstva bo gotovo na nek način verjetno zaokrožila dediščino, ocene o tem, ali in
kako uspešno se je vlada soočila s celotno epidemijo. Zato smo temu posvetili izjemno pozornost, predsednik pa nas je zelo detaljno obvestil o tem. Naprej, volilna zakonodaja. Mislim, da je zdaj zelo pomembno, da se vloži v Državni zbor s podpisi predlog, ki bo predlagal spremembo meja. Naj kot nekdo, ki je vodil pogajanja 1 leto, rečem, da bi bilo izjemno tvegano, če do odločitve Državnega zbora o spremembi volilne zakonodaje ne bi prišlo. Zato pozivam prav vse, ne glede na razlike v Državnem zboru, kot sem že bil storil sredi tega leta v nagovoru, da storijo vse za to, da je ena ali druga različica tega zakona sprejeta. Sprejeta je za večino glasov, to omogoča večjo verjetnost, da bo naposled nekaj sprejeto. To bi pomenilo, da Slovenija poleg vseh drugih zahtevnih okoliščin ne bi tvegala še ustavno pravne spornosti morebitnih predčasnih ali rednih volitev. To moramo vsi skupaj spraviti varno pod streho. In naposled predsedovanje. Slovenija bo prihodnje leto predsedovala Svetu Evropske unije. To je velika priložnost za državo, ki želi pokazati svojo ambicioznost na evropski in na svetovni ravni, kjer se lahko izkaže kot lider, če ima nekatere jasne zamisli. Moja izkušnja je, da ni potrebno biti velik, zato da imaš velike zamisli. Tudi Slovenija jih je že imela in jih ima. Pogovarjali smo se nekaj o tem, gotovo se bomo še naprej, ampak važno je, da priprave potekajo nemoteno, ne samo tehnične, ampak tudi najbolj zahtevne politične priprave v smislu političnih tem in predloga Slovenije za reševanje teh. Toliko z moje strani. Predsednik Državnega zbora bo imel uvodno besedo, za njim predsednik vlade in Državnega sveta, potem pa bomo odgovorili tudi na nekaj vprašanj. Prosim, predsednik. Ja, hvala lepa. Zdaj temu, kar je povedal predsednik Republike, ni veliko za dodati. Če se dotaknem vprašanja epidemije, ki je verjetno zavzemalo največji del današnjega pogovora, lahko iz svoje perspektive ugotovim, da smo se strinjali, da je ključnega pomena v teh časih, v katerih opazujemo, da tudi druge države po Evropi zaostrujejo ukrepe, da v Sloveniji zagotovimo neko politično stabilnost. Dejstvo je, da je pred nami očiten poskus oblikovanja neke nove koalicije in v zvezi s tem je pač potrebno dopustiti vso možnost, da se kar se da hitro izkristalizira, ali obstaja neka nova večina, pa vendarle nekako enotni smo bili glede vprašanja, ali to pomeni vnašanje neke dodatne nestabilnosti v politični prostor, ki glede na epidemiološke situacijo zahteva kar se da veliko stabilnost. Torej, če bo prišlo do nekega poskusa konstruktivne nezaupnice, naj to ne bo nekakšna avantura, ampak kvečjemu prispevek k še večji stabilnosti političnega prostora. Na drugi strani smo se dotaknili volilne zakonodaje. Znano vam je, da je poskus ukinitve volilnih okrajev propadel. Torej, če želimo implementirati ustavno odločbo, je sedaj na Državnem zboru, na vseh poslankah in poslancih, da vložijo ves napor v sprememb meja volilnih okrajev. Čeprav za spremembo takšnega zakona ni potrebna večina kot za ukinitev volilnih okrajev, pa se že do sedaj kaže ta bojazen, da si nekateri preračunavajo morebitne izide po spremembi meja volilnih okrajev
in da bodo temu primerno glasovali tudi o samem zakonu. Torej, tudi če je potrebna manjša večina, sprejem takšnega zakona ni nič manjši zalogaj, kot je to veljalo za ukinitev volilnih okrajev. Kar se tiče sprememb, kar se tiče predsedovanja Evropski uniji, pa lahko samo povem, da v Državnem zboru potekajo vse priprave organizacijske in vsebinske, da so v bistvu že v veliki meri dogovorjene za predsedovanje Evropski uniji in Državni zbor bo, ko bo to potrebno, na to popolnoma pripravljen. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima predsednik vlade. Hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj, hvala predsedniku države za organizacijo te izmenjave mnenj. Kar se tiče epidemije, smo pred zadnjo tretjino spopada z virusom. Žal napovedi strokovnjakov, ki svetujejo Evropski komisiji, kažejo, da sta pred nami 2 meseca, ki bosta težja od mesecev, ki so za nami. Kljub temu, da vidimo luč na koncu tunela v obliki cepiv, ki so že odobrena ali pa za katera pričakujemo, da še bodo odobrena v prihodnjih tednih in mesecih, je jasno, da do pozne pomladi z precepljenostjo ne bo mogoče v popolnosti zaustaviti širjenja inačice virusa, s katero smo se spopadali doslej. Torej, so pred nami tedni in meseci, v katerih bomo morali poleg izvajanja cepljenja in zaščite najbolj ranljivih skupin kombinirati tudi vse ukrepe, ki smo jih poznali letos. In to brez tega novega tveganja, ki postaja znano v zadnjih dneh. Še posebej včeraj, mislim na širjenje mutirane verzije koronavirusa iz domnevnega žarišča v Veliki Britaniji. S tem se zadnje 2 dni intenzivno ukvarjamo, koordiniramo znotraj Evropske komisije in vse informacije doslej pač potrjujejo povečevanje tveganja. Se pravi, pred nami je neka grožnja, ki se dejansko stopnjuje, ne glede na dobre informacije, ki smo jih bili v zvezi z cepljenjem deležni v zadnjih tednih. Torej, to je nek čas, v katerem bistveno bolj od nestabilnosti potrebujemo stabilnost. To je nek čas, kjer bomo zagotovo zmagali. Tukaj se strinjam s predsednikom države, da bomo koronavirus premagali in da bomo naslednje leto v predbožičnem in prednovoletnem času, po mojem trdnem prepričanju, zagotovo brez mask, v bolj sproščenem ozračju, brez omejevanja obiskov in v neki situaciji, ko bo življenje spet normalno. Ampak do takrat je še nekaj etap in prva etapa, ki je pred nami, je izjemno zahtevna. Soočanje z koronavirusom bo toliko bolj uspešno, kolikor bolj bomo v tem času sposobni sodelovati. Več bo sodelovanja, nižja bo cena, več bo izključevanja, višja bo cena. Vedno je bilo tako v slovenski zgodovini kot v zgodovini drugih držav. Glede na to novo grožnjo, ki se zdaj pojavlja, pa pričakujemo, da se bo situacija tekom današnjega dne bolj razčistila. Kljub temu je pa že zdaj jasno, da ta nova inačica virusa ni samo v Veliki Britaniji, je tudi v številnih drugih evropskih državah, tudi v naši soseščini. Tekom noči smo usklajevali ukrepe za popolno zaporo meja, tako kot tudi številne druge države. Preden se bomo za to odločili, se bomo usklajevali znotraj Evropske komisije. Ko gre za tako drastičen ukrep, je še posebej potrebno sodelovanje na obeh straneh meje, da ne pride do še večjih težav za ljudi, kot bodo itak sicer nastale.
Že danes odsvetujemo vsem, ki načrtujejo kakršnakoli nenujna potovanja do sredine marca, da jih ne načrtujejo, da jih odlagajo v načrtovanju za poznejši čas. Tudi vsem tistim, ki v tem času načrtujejo obisk Slovenije, svetujemo, naj ta obisk preložijo. Vsakega bomo dvojno veseli potem, ko ta previdnost ne bo več dodatno potrebna. Zdaj, kar se tiče cepljenja, se je stroka v Sloveniji poenotila glede prioritet. Količine, ki so bile napovedane v letošnjem letu, naj bi ostale takšne, kot so. Računamo na to, da bomo še posebej z hitrim cepljenjem najbolj rizičnih skupin bistveno vplivali na najbolj tragične posledice epidemije. Vse to, čemur se moramo zdaj odpovedati, od stikov, obiskov, druženj, zabav, javnega življenja, vse to lahko v veliki meri kasneje nadoknadimo. Tisto, česar ne moremo nadoknaditi, so izgubljena življenja. Tako da izkoriščam to priložnost in izrekam sožalje vsem tistim, ki ste izgubili najdražje v času spopada z epidemijo doslej. In zato, da se te drastične posledice ne bodo pospeševale ali pa povečevale, bo strategija cepljenja usmerjena prvenstveno v njihovo preprečevanje. Zdaj, kar se tiče volilnega sistema, moje osebno mnenje je, da obstaja elegantna rešitev za izpolnitev odločbe Ustavnega sodišča z prilagoditvijo velikosti volilnih okrajev tem principom. In jaz verjamem, da bo v Državnem zboru v kratkem oblikovana zadostna večina za to, da bo tak zakon sprejet. Kar se tiče predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije, smo se intenzivno vključili v priprave že na samem začetku tega mandata. Smo del tria skupaj z Nemčijo in Portugalsko. Nemčija zaključuje predsedovanje konec tega leta, Portugalska ga začenja. V skupen program smo naknadno vstavili še dve prioriteti, to je izdelava strateškega načrta Evropske unije za spopad z pandemijo in izdelava podobnega načrta za soočanje z grožnjo kibernetskih napadov. Od maja, ko smo to dodali v trio program, sta obe prioriteti ne samo posvojeni, ampak se na tem intenzivno dela že zdaj. Ne čaka se z pripravami na naše predsedstvo, ker je postalo jasno, da sta to permanentni grožnji in da Evropska unija, kot se je najbolj izrazito pokazalo v začetku letošnjega leta, ne na eno, ne na drugo kot unija ni pripravljena, še vedno ni. Znotraj tega je ogromno dela, ki se pač sicer ne vidi. Tudi ostale institucije v Sloveniji izvajajo priprave, ne bo nobenih problemov, glede na to, da že imamo izkušnje. Ključni vprašaj nad tem časom predsedovanja pa seveda leži oziroma je ključno vprašanje povezano z koncem epidemije, z zmago, ki jo bomo v Evropski uniji lahko razglasili nad koronavirusom, in to se bo zgodilo takrat, ko bo 70% Evropejcev uspešno precepljenih z učinkovitim cepivom. Kolikor se to ne bi zgodilo do začetka našega predsedovanja, bo jasno spopad z epidemijo naša prva prioriteta. V Evropski uniji je vedno tako, da je lahko v ospredju zgolj ena strateška prioriteta, kjer je potrebno vse korake koordinirati znotraj 27-terice, in tisto, kar je najbolj aktualno, tisto, kar je najbolj pomembno, ali pa tisto, kar nas najbolj ogroža, je vedno prva točka, s katero se največ ukvarjamo. Tega se zavedamo, zato naša pričakovanja niso 100% fiksirana, ampak so fleksibilna
in spostavljamo rezerve tudi za primer, če se pojavi kakšna nova grožnja v tem času. Predsednik Državnega sveta. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj. Če čisto po človeško strnem svoje vtise o današnjem srečanju 4 predsednikov, jih lahko v 3 besedah. Iskreno, zaskrbljeno, odločno. Iskreno smo se pogovarjali o vseh težavah, s katerimi se sedaj soočamo, od situacije COVID-19 do političnih pretumbacij, ki se nam dogajajo v zadnjem času, do situacije v Evropski uniji in ekonomskih posledic, ki jih utegne ta virus oziroma dogajanje v zvezi z njim povleči, in seveda predsedovanjem Slovenije v Evropski uniji v zelo kratkem času v prihodnosti. Naša zaskrbljenost je po mojem mnenju upravičena. Gre za nekatere aspekte, na katere v Republiki Sloveniji ne moremo vplivati. Gre za mutacijo virusa, gre za dogajanja v državah, s katerimi mejimo, in državah, s katerimi sodelujemo tako na ekonomskem kot na drugih področjih. Vsekakor smo pa izrazili odločnost, da se poenotimo, da skupaj delujemo v iskanju novih rešitev in da zagotavljamo državljanom Republike Slovenije največ tistega, kar jim lahko v tem času in s čimer lahko ta država razpolaga. Spoštovane gospe in gospodje, vlada, država, državni organi lahko poskrbijo za ukrepe, lahko priskrbijo tehnična sredstva, lahko priskrbijo navodila za ravnanje, tudi zakonske okvire, ampak na koncu koncev se rešitev iz te krize COVID-19 začne in konča pri ljudeh. Jaz bi z tega mesta naslovil apel v imenu, upam, da vseh 4 predsednikov, naj ljudje, to jih prav lepo prosimo, v čim večji možni meri upoštevajo zaščitne ukrepe. Nobeno sredstvo, noben vladni ukrep ni dovolj, če se sami ne zavedamo nevarnosti, ki jo v sebi nosi okužba s covidom za nas, za naše bližnje in za tiste, ki so izpostavljeni virusu vsak dan zaradi svojih strokovnih obveznosti in pomoči vsem državljanom Republike Slovenije. Moj apel je torej, upoštevajte ukrepe v najvišji možni meri, zavedajoč se, da s tem ne skrbite samo zase, ampak tudi za vse druge, ki so dolžni skrbeti za vas. Glede spremembe volilne zakonodaje bi rad opozoril, da je tudi zakonodaja, ki obravnava volitve v Državni svet, na istem, kot je zakonodaja o volitvah v Državni zbor. Prav tako je Ustavno sodišče del zakona o Državnem svetu razglasilo za neskladnega z Ustavo. Jaz upam, da bodo poslanci in poslanke v čim krajšem možnem času premogli dovolj politične modrosti, da te 2 ustavni neskladji iz teh 2 zakonov spremenijo v splošno zadovoljstvo državljank in državljanov in omogočijo normalno delovanje političnega sistema. Glede predsedovanja Evropski uniji, ki se pa nezadržno bliža in si bo v zelo kratkem času, upam, da se bodo politične strasti v Sloveniji umirile, da bomo našli dovolj modrosti, da nalogo, ki je zaupana Republiki Sloveniji kot državi, opravimo vsi skupaj in v splošno zadovoljstvo vseh. Še enkrat poziv državljankam in državljanom, ostanite zdravi, poskrbite za svoje zdravje, poskrbite za zdravje bližnjih in zapomnite si, kadarkoli smo Slovenci stali skupaj pred izzivi, smo jih uspešno rešili, kadarkoli smo bili razdvojeni, dvomljivi, nas je usoda tepla. Hvala. Hvala. Razumem, da imamo nekaj vprašanj. Prosim. Gregor Danovšek, TV Slovenija, za vas, gospod predsednik Pahor. Ste že povedal, da si želite povezovanja, enotnosti v političnem prostoru in tako naprej, pa vseeno vas malo bolj neposredno vprašam, čemu neposredno pripisujete glavne razloge za to nestabilno politično situacijo v državi, vendarle imamo tudi že formalno manjšinsko vlado v tem trenutku. In pa drugo vprašanje, kako komentirate predlagani člen PKP 7 glede ukinitve oziroma preoblikovanja
sklada za pač financiranje nevladnih organizacij. Najprej glede prvega vprašanja. Ko je prišlo do odstopa predsednika Šarca, velika večina javnosti ni pričakovala, da bo uspelo v istem mandatu oblikovati novo vlado. To, da se je zgodilo, da se je vlada s prvim valom dobro soočila, je verjetno presenetilo tiste, ki se z to vlado ali iz ideoloških ali drugih razlogov niso strinjali in so, kar je legitimno, kar je zakonito, kar je v demokraciji možno, že zelo zgodaj iskali alternative. Te razlike, ki so običajne, pa so, kot sem lahko opazoval poleti, začele preraščati v razhajanja in jeseni tudi v prve znake resnega razkola. Zato sem konec oktobra pozval, da imamo pred očmi epidemijo, ki je krizna situacija in da dokler je še to dovolj zgodaj, prav zaradi razlik, razhajanj in celo prvih znakov razkola, dosežemo dogovor, sporazum o osredotočanju na uspešno reševanje epidemije. Moj poziv takrat ni bil slišan in jaz moram seveda razumeti moj položaj. Jaz lahko kakšno stvar predlagam, ne morem pa na njej vztrajati. Z zaskrbljenostjo spremljam povečevanje te politične negotovosti. Vse to, kar se dogaja, je seveda demokratično. Slišali ste mojo izjavo, tudi v teh pogojih, ko bi kot predsednik republike rad videl trdno politično stabilnost, močno vlado in sodelovanje med vlado in opozicijo, sem dolžan kot demokrat razumeti, da ima tisti, ki se s to vlado ne strinja, pravico, da izvoli novo. Moje mnenje je, da če je temu tako, potem je v teh razmerah najbolje, da se to izkaže prej ali slej, čim prej in ugotovi, ali taka alternativa je ali ne. Sicer pa, da se zaradi zadnje triade, recimo temu, zadnje tretjine soočanja z epidemijo, ki bo zelo zahtevna, vendarle doseže nek dogovor, sporazum, koordinacija strank, k temu sem pripravljen tudi osebno prispevati, če bi za razliko od 3 mesecev nazaj, zdaj morda tudi kakšna od opozicijskih strank je temu nasprotovala, morda zdaj imela manj zadržano stališče, potem, ko bodo stvari v državnem zboru razčiščene. Hočem torej reči, da kot predsednik republike, ki mu je veliko do stabilnosti, nenazadnje do sodelovanja, nenazadnje tudi srečanje 4 predsednikov v mojem mandatu je to, kot sem rekel, 8, je izraz želje, da institucije sodelujejo, da politične sile sodelujejo. Ok. Želim si, da bi v novem letu morda vendarle presegli te razlike, ki so prešle tudi v razhajanje, celo v razkol in z nekim sporazumom ali koordinacijo ali sodelovanjem osredotočili, še enkrat ponavljam, osredotočili naša različna mnenja in jih uskladili glede soočanja in spopadanja z epidemijo do končne zmage, ker ta prihodnje leto tudi bo. Kako hitra in uspešna bo, pa bo odvisno tudi od tega, da bo več stabilnosti in več sodelovanja. Mislim, da je bilo vaše drugo vprašanje glede nevladnih organizacij. Kot veste, sem potem, ko je odstopila prva sestava stalnega posvetovalnega odbora za podnebne spremembe, ustanovil novo sestavo, ki deluje. Spomnili se boste, da je bilo v prvi sestavi nekaj nerazpoloženja potem, ko je prišlo do odločitev v državnem zboru, ki so posegale v moč, recimo temu, okoljskih organizacij v procesu torej projektiranja v državi. Enako stališče ima, če smem reči, ta stalni posvetovalni odbor, ne glede samo glede okoljskih organizacij, ampak tudi nevladnih organizacij zdaj. To lahko razberem iz posvetov z njimi, pa tudi sicer sem tega mnenja, da je treba biti glede tega zelo previden. Jaz mislim, da je prav, da ima država neko
neko odgovornost do tega, da recimo nadzira primernost porabe sredstev, če so ta seveda iz proračuna, da pa jih da na razpolago, da imajo nevladne organizacije možnost, da ustvarjajo. Jaz mislim, da je to, da v državi nevladne organizacije imamo, tudi okoljske, ena velika prednost. In na koncu ne rečem, če ste me že to vprašali, zaradi covida smo recimo vprašanje podnebnih sprememb in podnebne politike dali zelo na stran. Nekaj naj vam rečem, tudi na osnovi sodelovanja z novo sestavo stalnega posvetovalnega odbora in glede tega z našimi kolegi v tujini. Ta tema se zdaj silovito vrača. Bolj kot bo izvenela epidemija, bolj se bo vračala podnebna politika. Zdaj bo zelo pomembno, kako se bo Slovenija odločila v naslednjih 10 letih, ko je neko okno, v katerem mi lahko dosežemo recimo cilje razogljičenja ali pa ne. Sem bil dovolj jasen? Prosim. Naprej, drugo vprašanje. Suzana Perman, POP TV. Bom pa jaz kar nadaljevala mogoče z gospodom Zorčičem. Ste predsednik Državnega zbora, torej prvi med poslanci, hkrati ste tudi poslanec koalicijske SMC. Zato me zanima, kako je biti član koalicije, ki v bistvu skoraj vsako protikoronski paket vključi neke ukrepe, s katerimi ima SMC potem, kot se je večkrat izkazalo, določene težave. Nazadnje smo slišali, težave imate tudi z to domnevno ukinitvijo sklada za financiranje nevladnih organizacij. Kako to komentirate, ta člen v PKP 7, in pa ali v luči takšnih presenečenj je dejansko v vaši stranki možen morebiten prestop k alternativni koaliciji imenovani KUL? Hvala lepa za vprašanje. Zdaj, ko me vprašate, kako to, da prihaja včasih do razhajanj, jaz mislim, da je zadeva pač relativno preprosta. Zakoni se sprejemajo na vladi, vlada ima svoje seje, moram reči, da dela zelo intenzivno, skoraj da ne 24 ur na dan, takrat dostikrat ni možnosti neke intenzivne komunikacije med samo stranko in predstavniki stranke v vladi, zaradi tega včasih prihaja do nekih odločitev, ki jih potem v Državnem zboru tudi popravljamo. Zdaj, ko me vprašate glede nevladnih organizacij, ureditev, kakršno poznamo danes, je tako rekoč otrok SMC-ja. Mi ocenjujemo, da gre za ureditev, ki je dobra, ki se je izkazala v teh 2 letih svojega obstoja, da ni bilo doslej zaenkrat nobenih takšnih ugotovitev, ki bi narekovale to spremembo. In jaz sem prepričan, da stranka SMC oziroma poslanska skupina tu ne bo spreminjala svojih stališč, kakršne je zagovarjala leta 2018, ko se je zakon o nevladnih organizacijah nazadnje spreminjal. Prosim, mislim, da je še eno vprašanje. Pa še niste mi odgovorili na, ali je v luči takšnih presenečenj vendarle možen prestop, to je tisto, kar v bistvu vsi zdaj se sprašujemo, govorimo o tej politični stabilnosti, sploh možen prestop določenih poslancev SMC-ja k neki drugi koaliciji. Močno dvomim v nekaj takega. To, kar sem izpostavil na začetku, o čemer je tekla tudi beseda danes med vsemi 4 predsedniki, je, da si vsi želimo in tudi promoviramo stabilnost v političnem prostoru in verjamem, da ta miselnost prevladuje tudi med poslanci Državnega zbora in da bo vsak znal ugotoviti, kaj pomeni korak k večji stabilnosti, kaj pa je avantura. Ja, prosim, Svet. Miha Orešnik, Kanala. Gospod predsednik vlade, za vas vprašanje. Po odhodu ene od koalicijskih partneric vodite vsaj na papirju manjšinsko vlado. Po drugi strani pa podpredsednik vlade, gospod Tonin, pravi, da ima vlada 47 glasov. Večine vemo, da imate tudi sporazum z SNS-om in poslancema narodnih skupnosti. Zanima me, ali boste to večino, ali ta večina dejansko znaša 47 glasov, ali jo boste formalizirali, morda s podpisom pravega koalicijskega, novega koalicijskega sporazuma, saj z eno novo stranko.
Potem me zanima, glede na napete razmere in na to, da pač druga stran poskuša oblikovati neko novo večino, ali boste morda, ali razmišljate o vezavi zaupnice na recimo PKP7 ali na imenovanje novega ministra za zdravje in se opravičujem, ker je toliko vprašanj, ampak morda glede na to, da ste trenutno samo v funkciji ministra za zdravje, me zanima, če lahko malo bolj pojasnite, zakaj prihaja do te zamude pri hitrih testiranjih, ki bi se moralo začeti danes, in morda kakšno podrobnost več glede cepljenja ali po 26. ko pridejo prvi odmerki, kako ali se takoj začne cepljenje in na kakšen način, kje so torej prioritete, kje se bo dejansko začelo. Hvala lepa. Ja, veliko vprašanj, če bom kakšno vmes pozabil, me opozorite. Želim odgovoriti tudi na nekatera prejšnja vprašanja, ki so bila posredno usmerjena name, čeprav, ne vem, glavno smo se pogovarjali na tem srečanju zadaj o ključni nevarnosti, s katero se soočamo in sem pričakoval več vprašanj v tej smeri. Zdaj, kar se tiče testiranja, ki je bilo napovedano danes v Ljubljani, je bilo napovedano omejeno promocijsko hitro testiranje na Kongresnem trgu v Ljubljani. To je bilo napovedano pred časom strani bivšega ministra za zdravje. Zdaj, kot veste, Ljubljana ni najbolj ogrožena regija po številu okužb, je celo med regijami, kjer so določeni ukrepi sproščeni. In mi smo v zadnjih dveh dneh skušali pač te priprave na promocijsko testiranje nadgraditi v začetek sistema, v katerem se bodo lahko posamezniki testirali s hitrimi testi z prioriteto v najbolj ogroženih regijah. In na tem se dela od sobote naprej in jutri naj bi vsaj v nekaterih krajih v Sloveniji to steklo. S tem, da to ne bo promocijsko testiranje, ampak bo to izpolnjevanje načrta, ki je bil sprejet že pred časom in v okviru katerega je poleg testiranja v zdravstvenih ustanovah, domovih za ostarele, v šolstvu, s čimer naj bi začeli v začetku naslednjega leta, omogočena tudi možnost komurkoli, ki misli, da bi lahko bil okužen, da se s hitrim testom testira in kasneje tudi preveri ta rezultat z klasičnim PCR testom. Zdaj, na koliko mestih bo to možno jutri po Sloveniji, trenutno še ne vem, ker se dela na tem, da bi bilo tega čim več. In to je tudi osnovni namen same aktivnosti. Kar se tiče prioritet pri cepljenju, bodo prioritete, potem ko se je stroka uskladila, takšne, da bodo najprej na vrsto prišli najbolj ogroženi. To so tisti oskrbovanci domov za ostarele, ki covida še niso preboleli. Potem rizične kategorije zaposlenih v zdravstvu, domovih za ostarele in potem po vrsti, po načrtu, ki je bil, mislim, da že velikokrat javno predstavljen. Ko bodo precepljene rizične kategorije, bodo prišli na vrsto vsi ostali in sicer po vrstnem redu, kot ga beleži aplikacija, v katero lahko svoj interes za prostovoljno cepljenje vpisujete že nekaj časa. Zdaj, kar se tiče politične stabilnosti, nestabilnosti, kolikor vem, ste o prvi napovedi vložitve konstruktivne nezaupnice poročali aprila letos. En mesec po tistem, ko je vlada prisegla. Sredi najhujših razmer v prvem vladu epidemije, mislim, da je stranka SD napovedala konstruktivno nezaupnico. In potem se jaz ne spomnim dneva, da se to ne ponavljalo. Enkrat z enim kandidatom, enkrat z drugim, enkrat brez kandidatov. Skoraj je bil objavljen javni razpis za mandatarja. Tudi ta teden je vse vrvelo od raznih napovedi. In tukaj se strinjam s predsednikom države, če kdo
ima dovolj glasov, če kdo misli, da lahko v tej situaciji in tej sestavi državnega zbora sestavi močnejšo vlado, naj to naredi. Ampak moje trdno prepričanje je, da tega namena ni, da mogoče bi ob vseh silnih pritiskih in z vašo pomočjo lahko nekdo zbral 46 glasov za to, da se vlada poruši. Potem sta pa najmanj dve stranki v tako imenovani KUL koaliciji, ki sta za predčasne volitve. In to pomeni predčasne volitve v situaciji in za situacijo, kakršni smo se hoteli z oblikovanjem te vlade marca letos ravno izogniti. Se pravi, volilna kampanja, politična nestabilnost sredi najhujšega dela epidemije, v času, ko je potrebna 100-procentna 24-urna operativnost vlade in vseh sektorjev in kjer ni možno se stalno, potem ko imaš pred sabo fronto koronavirusa, s katero se moraš stalno spopadati, ni možno skozi gledati nazaj, kdo ti strelja v hrbet, kdo ti strelja na koalicijske partnerje, zato da se ne ukvarjajo s tistim, s čemer bi se morali. Kdor misli, da s tem kakorkoli prispeva k skupnemu dobremu, moram reči, da ima popolnoma obratno mnenje od večine v tej državi. Poleg tega poznate kako državo v Evropski uniji, izven nje v Evropi, kjerkoli na svetu, kjer bi se pred tretjim valom epidemije opozicija ukvarjala samo z rušenjem vlade. Tega ni nikjer. Smo posebni po tem, v formalnem smislu je to legitimno, kot je rekel predsednik države, daleč od legitimnosti pa je vse tisto, kar se dogaja v ozadju s pritiski na poslance, z informacijami o kupovanju glasov, z angažiranjem nečesa, kar v normalni državi enostavno ne bi smelo obstajati. Tako da še enkrat, Desus in Stranka modernega centra sta marca letos, ko sta bili pripravljeni sestaviti mešano koalicijo, ker smo različne stranke, ker različno mislimo o preteklosti, smo pa za skupno dobro pripravljeni sodelovati za sedanjost in prihodnost, preprečili nekaj, kar zdaj nekdo ponovno želi vzpostaviti. Se pravi, neko območje, čas velikega tveganja, kjer bomo vsi skupaj plačali visoko ceno. Jaz sprašujem, kje je razlog, da se ne naredi 2 meseca time-outa, tudi potem se da vložiti konstruktivno nezaupnico, še bolj prešteti glasove, ali pa kje je razlog, da se to ne naredi danes. Jaz mislim, da ni naloga vlade, da proti sebi vlaga nezaupnico, to je pač pravica tistega, ki misli, da lahko v tej sestavi državnega zbora ponudi boljšo alternativo. Zdaj, če bi ta boljša alternativa obstajala, potem verjetno ne bi bila puška v koruzi. Hvala lepa. Lahko morda glede vezave zaupnice na PKP7 ali na imenovanje novega ministra in formalizacijo morda nove večine znotraj koalicije? Na prvi del sem prej odgovoril, treba je poslušati in razumeti, kar se tiče pa sodelovanja. Maja letos je koalicija ponudila vsem ostalim strankam v državi in tudi nevezanim poslancem oziroma poslancema narodnosti v državnem zboru sporazum o sodelovanju v času epidemije, iz katerega za opozicijo niso izhajale nobene obveznosti, je pa izhajala obveznost vlade in vladne koalicije, da vse ključne rešitve usklajuje tudi z opozicijo. Žal se je za podpis tega sporazuma odločilo malo poslancev, ena stranka in 2 poslanca narodnosti. Ta ponudba je še vedno odprta, ni bila dana po načelu vzemi ali pusti, dana je bila odprta, vsak bi lahko predlagal drugačne oblike, drugačne člene, kakršnekoli dodatne zaveze za vlado. Namesto tega smo dobili zgolj
odklonilni odgovor. Zdaj, ponudbo smo še večkrat ponovili, še vedno je na mizi. Ne, to, o čemer je prej govoril predsednik države, je strani vladne koalicije dejstvo. Mi smo pripravljeni kadarkoli sodelovati z komorkoli, ki želi pomagati v spopadu z epidemijo ali pri usklajevanju katerihkoli drugih vprašanj. Zdaj, tudi glede te teme, ki je naenkrat postala glavni šlager, potem ko je vlada, kljub zapletom z Desusom, predložila državnemu zboru 7. protikoronski paket, v katerem je na stotine milijonov pomoči gospodarstvu in državljanom. Glede nevladnih organizacij naj povem, da predlog, da se poveča možnost, da vsi, ki plačujemo dohodnino, komorkoli od teh organizacij nameni ne pol, ampak 1%, da je ta predlog prišel od sveta vlade za debirokratizacijo, od svetovalne skupine in od olimpijskega komiteja. Zdi se nam pošteno, da ljudje sami odločijo, komu bodo dali 1% dohodnine, še enkrat več, kot je bilo to možno doslej, ali gasilcem, ali Karitas, ali Mirovnemu inštitutu, komorkoli, naj bo to njihova odločitev. S tem, ko smo to odločitev, ko smo sredstva podvojili in ko smo to odločitev prepustili ljudem, smo se vrnili k izvornemu predlogu izpred let, ko je sploh nastopila ta možnost, da vsak del dohodnine nameni nekomu, neki nevladni organizaciji, za katero misli, da dela v njegovem interesu. In s tem si vlada ni uzurpirala nič, vlada si je vzela inštrument iz rok, da sama odloča, komu bo dala denar. Ta inštrument je zdaj v vaših rokah. Če bo državni zbor sprejel drugačno odločitev, jo bomo spoštovali. Ko je pred 2 letoma ta možnost bila dana v zakon, sem jaz pač poleg, vem, kako je potekala procedura, to ni bil vladni predlog, to je bil amandma stranke Levica, ki je kasneje dobil večino. Zdaj, če bo večini v državnem zboru bolj odgovarjalo, da neka administrativna komisija ta denar deli, ne pa da ta denar delijo ljudje, ki plačujejo dohodnine, potem bo vlada ta predlog spoštovala. Se pravi, to ni končna odločitev, kot pred 2 letoma, ko se je, osnovni namen degradiral, bo tudi zdaj odločitev v rokah državnega zbora. Zaradi tega vlada sigurno ne bo razpadla, ker gre za vprašanje nekaj promilov sredstev, o katerih govori cel protikoronski paket, v katerem naslavljamo probleme več kot 700 tisoč ljudi v tej Sloveniji. Za nekatere so pa problem nekatere nevladne organizacije, ki same pravijo, da ne morejo zbrati 5 evrov od ljudi. Naj se vprašajo potem po svoji koristnosti. Ali prav razumem, da smo s tem izčrpali vprašanja? Rad bi se vam zahvalil. Če se morda pred iztekom leta ne vidimo več, bi želel vam, vašim družinam, vsem, da kolikor je mogoče v teh okoliščinah prijetno preživite božično-novoletne praznike, da ostanete zdravi, da se prihodnje leto znova vidimo in da skupaj prej ali slej v tej tekmi z virusom tudi zmagamo in se vrnemo k normalnemu življenju. S temi željami se vsi 4 predsedniki poslavljamo. Hvala lepa.